Minister, vse je pripravljeno za našo predstavitev. Poroča pokojni Drago Marković. Kateri je že notar? Gremo kar notar. Dobro jutro. Niste v ta šotor? Neki smo takole, vidim, slave vole. Ne, v ta šotor. Ne? Desni šotor, gdje? Da. To je smot. Minister, se lahko malo samo obrnete, da se vidi v zadnji. Konjska moč. Ne skape, ja. Ne, lahko skapa, ni problema. Balki. Balki. To ni panike, ker vemo, da vi v njih bolj kot oni vas. Kurnik se piše, kako vam pa ime? Branko Kurnik. Branko, vidite? Ja, seveda. To je prvi šofer, ki voz Patrio, ne? Komplet posadka je Slovenske vojske. Tukaj sedaj lahko vidite vozilo in lahko preverite njegovo pobarvanost oziroma barvno masko že od zadnja. Tukaj je tudi v teh snežnih razmerah, ki premerite vozilo dokaj težko prepoznati. Potem lahko pozorite tudi premikanje vozila po bojišču, v njem je komplet posadka. Približna hitrost je zdaj 50 km/h in ti tristaji, ki vi zunaj vidite, se vozilo sploh ne čuti. Se pravi, vozilo v bistvu plava. Sistem torzi in zmetenja to vozilo omogoča. Drugače je posadka sestavljena iz 11 članov. 2 stalna člana, to sta voznik in namerilec, in 9 krstnih članov. Poveljnik in 2 skupini strelcev. A to je namenoma zdaj, da ga navidimo? Ne, ni namenoma, ampak hoteli smo s tem pokazati, da se tudi ne čuje, da je vse vmešeno. Zdaj, prosim, zdaj. Hallo, hej. Tiho. Se pravi, pehotni del posadke začne izvajati ognjeno nalogo, vozilo iz naklona ga podpira z svojo oborožitvijo. Taktika tega delovanja se lahko prilagaja glede na zemljišče in taktično situacijo. Hvala. Tako kot je rekel minister. Kdo vpraša, če so kalašnikovi? Se pravi, puške in kompletno opremo, ki imajo vojaki, so bojevnik 21. stoletja. A to so one, ki se zataknejo? To so one najboljše, kaj smo kupili. Sedaj bo postopek vkrcanja vozila, se pravi, vozilo pride pred oddelek, poveljnik oddelka je dal znak za vkrcanje in vozilo se začne, oddelek se začne vkrcevati. Vkrcanje poteka tako, da se vkrcajo najprej bočni vojaki, ostali jih pa ščitijo z ognjem. Vrata odpira voznik lahko iz kabine? Vrata lahko odpira voznik in poveljnik vkrcnega dela, zadaj. Se pravi na daljinsko ali kaj? Ne na daljinsko, ampak z sistemom preko žice. Se pravi, ko je izkrcanje, vrata odpira voznik, ko se posadka vkrca, vrata zapira zadnji vojak, ko se je vkrcal v vozilo. Je skoraj tako, kot je daljinska, veš. Ja, ni glih tako. Zato, ker zdaj, če bi bilo na daljinsko, bi lahko zdaj poveljnik rečemo zaprl vrata, ne, pa bi še malo zmrzvali. Svojega daljinca, veš, lahko izmeni. Pravi oddelek je izvršil nalogo.
res. Probu ga je po 6 postavil, ni rad. Neprimerno boljše postaviti, starejši teh. Živijo. No, punci imamo pa posebej, da... Ljubčka, punca se ljubčka daje. Če ga da. Ja. Jaz sem nam nekaj drugega in... Da vas ne bo njen fant slišal, pa smo pa mrzli. Ja. Pa voznik. A pa je noter gretje ali je brez gretja? S klimo. S klimo. Mislim, Oziroma gretje. je ugrevan prostor, to mislim. Ja. Glavna zmogljivost, ki jo razvijamo. Dvojno zmogljivost. To je v redu, pireli. Mehke so Jaz sem pireli, na Alfi pireli. hiter se zližejo. Da se spoznaš videl. Gospod minister, lahko eno provokativno vprašanje. Jaz vem, da je mrzlo, ampak me pa vseeno zanima, ali je vsa ta gnojnica, ki so jo zlivali na vas, v bistvu zaradi teh patrij se splačala, da ste jo zdržali v bistvu. Jaz sem samo izvajal tisto, kar je sprejel državni zbor. In v splošnem dolgoročnem programu je zapisano, da bo Slovenska vojska imela 135 osemkolesnikov. Vesel sem, da smo dobili končno te osemkolesnike in da ste se lahko danes prepričali, da gre za kvalitetno vozilo, varno vozilo, zmogljivo vozilo. In to je tisto, kar mora minister zagotoviti. In to sem storil. Mene zanima še eno vprašanje. Smo v decembru, mesec pred novim letom, ste morebiti že pisali Božičku oziroma Dedku Mrazu, kaj si želite za novo leto? Najprej naj povem, da sem pisal vsem vojakom v misijah, preko 350 čestitk. Za Dedka Mraza si pa želim, da bodo vsi vojaki in vsi vojakinje zdrave, nepoškodovane, kvalitetno izvajale naloge, ki mi je ta država zaupala. A v fitness kaj hodite? Ja, zdaj sem zanemaril fitness, še ne 3 tedne nisem nič počel, ker sem v veliko obveznosti, vendar naslednji teden, ko bo teden praznikov, bom pa začel zopet nabirati kondicijo. Koliko si resno zdaj želite, zdaj to vožnjo z Patrijo? No, jaz se bom žrtvoval zato, ker želi nekaj novinarjev to vožnjo preizkusiti in bomo šli pogledati, kako to znotraj izgleda. Bo vožnja z vami varna, se lahko pridružim? Ja, prejemate isto tveganje, kot ga sam sprejemam. V redu. Kot ga